Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Tomaž Deželak, prihajam iz Domžal. Z mano je, Rado Gladek, poslanec, državnega zbora. Ene dve, tri besede bova, rekla v zvezi z Domžalami, razvojem Domžal, varnostjo Domžal in predvsem vse, kar se tiče nas, ki živimo v Domžalah. Evo, Rado, beseda tvoja. Tomaž, hvala lepa za povabilo. Mogoče te bom malenkost popravil, najbrž bo rekla še kaj širše, ne samo okrog Domžal, ne. Ja, okej. Ker Domžale so res največja občina, na to občino pa gravitirajo druge manjše občine, ki so bile nekoč skupna občina, ne, in določene vezi so ostale, pa tudi določeni problemi, ki se, bom rekel, že desetletja niso rešili oziroma mogoče samo še naraščajo. Tako da po moje materiala imava kar veliko, no, in vprašanje, koliko imamo namenjenega časa, ampak o težavah in rešitvah bi najbrž lahko diskutirala cel dan. Ja, glej, to imaš čisto prav, ne. Stvar je v tem, da Domžale so zadnje čase kar malo, kako bi rekel, stagnirale, malo zabredle na marsikaterem področju. Jaz vidim kar nekaj tukaj izzivov. Prvi tak izziv je definitivno varnost in promet, a ne. Varnost in promet, ki se pojavlja pred osnovnimi šolami, pred srednjimi šolami, predvsem tudi vrtci. To je, ponekod je stanje nevzdržno, a ne. Mogoče bi pol malo več tudi o prometu širše povedala, ampak kaj pa ti misliš, v zvezi z prometom, a ne? Jaz mislim, da promet, ja, definitivno je težava v Domžalah, ampak jaz pogrešam, da se te prometne rešitve ali pa, ja, rešitve iščejo samo lokalno oziroma se ne gledajo širše, ne. En lep primer je, kar se je, bom rekel, v zadnjih letih zgodilo v Domžalah. Po eni strani smo zaradi povečanja pretočnosti potnikov, ki naj bi potovali z železnico, obnovili železniško postajo. Po drugi strani smo pa za te iste potnike, ki niso samo iz Domžal, ne, ampak kot sem prej rekel, tudi iz sosednjih občin, smo jim pa omejili oziroma zmanjšali možnost dostopa, pa ne mislim peš, ampak z raznimi prevoznimi sredstvi, predvsem z avtomobilom, ne, do te nove železniške postaje, ne. Mislim, da je zdaj po preureditvi, preko tega dela, ne, nekaj čez 100 parkirišč manj, kot jih je bilo prej, ne. Namesto da bi iskali rešitev, kako bomo dejansko ljudi spodbudili, da bodo vozilo svoj avto pustili nekje na nekem primernem mestu, a ne, se zdaj dogaja to, da ljudje nimajo kje parkirati, se pravi, imamo novo železniško postajo, nimamo pa možnosti, da bi ljudje parkirali, da bi se šli tako imenovan park and ride, a ne, in ljudi dejansko spodbudili, da gredo z javnim prevozom oziroma z vlakom proti Ljubljani. Mislim, tukaj se povsem pridružujem tebi, a ne. Jaz mislim, da je tukaj izvorni greh bil že narejen že za časa prejšnjega župana, in sicer, ko smo začeli graditi garažno hišo, sicer z evropskimi sredstvi, potem vlagali denar vanjo, jo zaprli, ker ni bilo nobenega povpraševanja po teh parkiriščih, a ne. Potem smo šli pa v drugo skrajnost, da je občinski svet, moram priznati pa, da v nasprotju z mojim prepričanjem in glasovanjem, izglasoval odlok, s katerim je dejansko v centru Domžal tisto veliko makadamsko parkirišče naredil plačljivo, a ne. To je z mojega vidika dejansko kontraefekt, a ne. Obenem smo pristopili k modrim conam po centru Domžal, jih ovrednotili finančno, razstalili nekaj teh dovolilnic v prebivalcem tam, ki živijo, tako kot si rekel, 120, 130 ali pa 150 parkirišč je šlo zraven železniške postaje. Železniška postaja je nedvomno lepa, urejena, a ne, saj namen je bil dober, ne, ampak lokalna skupnost z državo ni šla v roki, a ne. Lokalna skupnost je dejansko onemogočila parkiranje v centru Domžal. Zdaj vidimo, če gremo v Domžale, da je tam tista fleha makadama prazna, a ne. Avtomobili, ki so bili prej gor parkirani, so pa parkirani na
blokovskih parkiriščih in dejansko onemogočajo parkiranje stanovalcev v Domžalah. Garažna hiša je ratala zdaj premajhna, a ne, od nadgradnji se govori, nič se pa v bistvu prav konkretnega ne naredi. In zdaj sploh, ko bo še se začel zidati zdravstven dom, a ne, bojo tam vozili še težki kamioni in bo še težje parkirati. To bo pa trajalo 3-4 leta in ni rešitve za domačine oziroma tudi za ta park and ride. Moje osebno mišljenje je, no, zdaj okej, sem mogoče malo lokal patriot, a ne, je, da bi mogli biti Domžalčanom tam omogočeno 8 ur brezplačno parkiranje. Če pa že ne, a ne, pa saj sam za 1 evro. To je moje videnje, ker prazen parkirišče ne služi nobenemu. In to je treba spremeniti, no. Vsaj jaz to tako vidim. Saj imamo, tako kot si rekel, recimo še parkirišče zraven v progi, ne, recimo v Jaršah. Tam je bilo, kakor jaz razumem, namenjen parking, tudi park and ride, oziroma da bi prišli pa se odpeljali, a ne. Imamo pa 2 prodajalca avtomobilov tam, ki parkirata avtomobile, a ne. Sta se enormno razširila in dejansko tisti, ki hočejo na vlak, nimajo kje za parkirati. Tako da tukaj lokalna skupnost bi mogla veliko bolj sodelovati z državno, a ne, oblastjo. Definitivno. Tako da, ne vem, saj, ko pa ti vidiš recimo tale promet, ki greš v Domžale, a ne, v centru, vse stoji, ne. Ja, problem je širši oziroma še eno stvar se moramo zavedati, a ne, v projektu oziroma v načrtih je tudi širitev obstoječe železnice, a ne. Se pravi, tendenca je, kar je nekako logično, a ne, da se število potnikov še poveča na železnici, a ne. In kot sem prej rekel, trenutno, ko pač hodiš oziroma ko spremljaš dogajanje v Domžalah, dejansko vidiš, da po eni strani ljudje, ki bi želeli izkoristiti javni promet, ga pač ne morejo v celoti, a ne, so omejeni, dogaja se to, saj lahko poveva, saj sva oba dva imela klice oziroma maile nezadovoljnih stanovalcev, ki pred svojim lastnim stanovanjem oziroma blokom ne morejo parkirati, zato ker ta parkirišča zasedajo vozači, a ne. In če greva še malo širše, ni to samo problem Domžal, a ne, tudi okoliških občin. Dogaja se zdaj celo to, da so določeni trgovski centri oziroma trgovine, katerih parkirišča so prav tako zasedali, bi rekel, vozači, a ne, so začeli nameščati te parkirne sisteme, a ne, ker enostavno je stanje nevzdržno, ne, ker ljudje pač ne morejo, po eni strani tisti, ki bi rad šel v trgovino, ne more parkirati pred trgovino, a ne, tisti, ki bi pa rad šel z vlakom oziroma z javnim prevozom, bi rekel, naprej proti Ljubljani, a ne, pa tudi nima kje parkirati, a ne, in je, bi rekel, bi rekel, ozkoglednost, no, v končni fazi lokalne oblasti v osnovi, a ne, ima pač posledice za celoten kraj in tudi širše, a ne. Po drugi strani, kar se tiče prometa, vemo, da imamo v Sloveniji malo težav oziroma stvari predolgo trajajo, čeprav vsem so rešitve jasne, kaj bi bilo treba narediti, govorimo o izgradnji cest, a ne. Tako da, če govorimo zdaj o Domžalah, a ne, oziroma o tem širši okolici, po eni strani govorimo že desetletja o tej navezavi Vodice-Želodnik. Uspelo nam je, ne vem, Vodičani so po 30 letih čakanja so uspeli dobiti končno to obvoznico, a ne. Zdaj po zadnjih informacijah, kolikor vem, se nekaj dogaja na povezljivosti, se pravi te vodiške obvoznice pa mengeške obvoznice, a ne. Ampak drug del naprej proti Želodniku pa zaenkrat stoji, čeprav je, kot sem rekel, že leta nazaj bilo rečeno oziroma bilo v načrtih, a ne, ta povezljivost gorenjske pa štajerske avtoceste, to je pač en razlog za to cesto, po drugi strani pa tudi, bi rekel, ta industrijska cona Želodnik, ki jo ta konec rabi, a ne, za razvoj podjetništva oziroma gospodarstva, a ne, pa tudi stoji že desetletja, ne, in meni je vedno zanimivo,
naši gradbeni projekti, a ne. Če se malo spomnimo nazaj, prvo avtocesto, ki smo jo delali, še v bivši državi, a ne, v Sloveniji, to je bila avtocesta Vrhnika-Postojna, mislim, da dolžina slabih 30 kilometrov, smo jo naredili v 2 letih. Se pravi, pred 50 leti smo jo naredili v 2 letih, a ne. 50 let kasneje z bistveno boljšo gradbeno mehanizacijo, izvedbenimi možnostmi in tako naprej, a ne. Mi bomo zdaj delali razširitev avtoceste. Najprej smo rabili par let, da smo se odločili za to razširitev štajerske avtoceste pri Domžalah, a ne. Zdaj pa mislim, da bomo tudi 2 leti rabili, da bomo samo to avtocesto razširili v dolžini, ne vem, parih kilometrov, no. Tako da nam, bom rekel tako, na izvedbenem delu nam stvari res šepajo, no, in dejansko se potem, ko se z ljudmi pogovarjaš, marsikdo pravi, saj jaz tega sploh ne bom doživel, ne, ker to so dejansko generacijski projekti, da se pri nas nekaj premakne. Ja, se povsem strinjam, no. Ja. Glej, glih, kaj si omenil, a ne, da dejansko industrija v Domžalah oziroma recimo podjetništvo, a ne, v povezavi z prometom, to je ključna stvar, a ne. Logistika je danes ključna stvar, a ne. In tale želodnik v povezavi naprej do Mengša, a ne, je izpadel že leta 2018 z spremembo OPN-ja, a ne, občinskega prostorskega načrta v Domžalah, in pa že prej parkrat, a ne, na državni ravni, a ne, kjer je ta povezovalna cesta noter bila. Zdaj je zopet ni, a ne, obenem se je zgodila še ta katastrofa spremembe iz 60 hektarjev minus 40 hektarjev na želodniku, a ne, ostali 20 hektarjev, ki dejansko neke cone, ki nima dostopa s cesto. Zdaj, kjer podjetnik bo kupil zemljišče, a ne, kjer nima dostopa, da bo lahko kaj gradil, vlagal noter in pa seveda razvijal kraj in pa svojo obrt oziroma svojo dejavnost. To je nedopustno, a ne. Plus, na gor povezavi z avtocesto, a ne, dobro, vse lepo, da bomo imeli tretji pas, a ne, ampak po drugi strani pa Domžale rabijo uvoz pa izvoz študa, a ne. Uvoz pa izvoz študa, DARS, DRSI, DRI, a ne, to bi aktivno mogli pristopiti, a ne, k reševanju lokalne problematike, ker tukaj je treba promet pripeljati nižji dol, še tam, iz Trzina pol, proti študiji, a ne, tukaj imamo eno največjih con lahko tudi potencialnih, to je bivša farma Ihan. Torej, kar naenkrat imamo Domžale, a ne, zaspano mesto, potencial je ogromen, a ne, samo prometno ni to urejeno. Torej, ni uvoza izvoza štude, a ne, tudi občina ni aktivno pristopila k urejanju tega prostora oziroma k odkupom zemljišča, ne, da bi ta uvoz izvoz bil živ. Tukaj imamo res kar nekaj teh močnih podjetnikov, v povezavi še s čistilno napravo, potem imamo še enega drugega prevoznika, ki je tam en čudovito lep hrib naredil na svoji parceli. Tako da jaz mislim, da promet v povezavi z lokalno aktivnostjo in državno aktivnostjo močno šepa, a ne. In Domžale so zaspale na tem področju. Mi se lahko zgovarjamo, da se preveč zida stanovanjskih naselij, pa da je preveč priseljencev, ne. To ni res, ne. Dejansko je tak trend, a ne, v celi Sloveniji, gravitira se k Ljubljani in pa pri nekim občinam poleg Ljubljane, ampak mora biti pa to urejena infrastruktura in Domžale tega nimajo, a ne. Nimajo, ne. In zjutraj, če greš v službo iz severnega konca Domžal, a ne, tam na Rodici, vidiš, da vse stoji. Ali pa, če greš čez Trzin, vse stoji. Zakaj stoji? Zato, ker podjetniki svoje kamione vozijo na štajersko avtocesto. Zakaj pa vozijo na štajersko avtocesto? Ja, zato, ker ni povezovalne ceste skozi od Mengša potem do Želodnika gor po tisti strani oziroma ni uvoza izvoza štude. In to povzroči kolaps prometa, a ne. Kolaps prometa in dejansko se vsem podaljša, ne vem, za 50% pot v službo. Da ne govorimo potem da je treba otroke prej dostaviti v vrtec ali pa v šolo peljati ali pa vse ostale aktivnosti. In to vse stoji. Če smo čisto pošteni, če greš ti v službo ob 6:30 zjutraj v Ljubljano na trzinski obvoznici, vse stoji. Stoji do Črnuškega rondoja. Stoji od Lukovce pa dejansko do uvoza
v Ljubljano, tam za Črniški rondo spet, ali pa Jarški, kakorkoli rečemo. In to je katastrofa. Ne? Tako da tukaj večja aktivnost definitivno je zaželjena strani občinske uprave in pa seveda država bi pa morala tudi bolj prisluhniti. Tako da ne bo kdo razumel, da je tukaj samo napaka na občinski strani. Daleč stran od tega. Ne? Če država da iz plana ven tisto obvoznico na Želodniku, je to iz mojega vidika dejansko nacionalnega pomena. Ker ti povezuješ Gorenjsko s Štajersko in omogočaš prevoz tovora mimo Ljubljane. Trenutno pa tega ni. Zato se vidimo pol tudi kasneje, kadar gremo na morje. To se pol kasneje vse manifestira tam na Brdu, ko vse do Vrhunke stoji. Zato, ker to ni urejeno. Jaz pač to tako vidim in zato ni obrtnikov v Domžalah. Jih ni. Enostavno, ker nimajo kje biti, con ni, zato, ker ni to prometno povezano. In pa, če se vrnemo nazaj, te kamioni se vozijo tudi po šolskih poteh. Pa sej, ne da bi hoteli kaj slabega, ampak vse druge ne morejo iti. Se nimajo poti. In pol imamo kaj? Se vidiš sam, kako je v Trzinu ali pa drugot. Tudi v Žalah je. Prometni kolaps pred osnovnimi šolami, predvsem tistih manjših razredov. Tukaj se lahko ne veževa na osnovno šolo Preserje pri Radomljah. Badva sta nekako seznanjena s to temo. Kako pa ti to vidiš? Ne, si v bistvu vse probleme že navedel. Zdaj, če se mogoče še na ta južni del, recimo ne vežem pa na Trzina, mene preseneča, da ta, tako kot si rekel, odsotnost države oziroma premajhna angažiranost države, da bi rešila ta problem, to povezavo, se pravi Kamnik, Mengeš, preko starega dela Trzina, se vse zlije potem na to trzinsko obvoznico. Čeprav je v načrtih oziroma tudi v proračunih, moram reči, so namenjena že neka sredstva za umeščanje te obvoznice, se pravi mimo Trzina, pa potem mimo Domžal, kar bi razbremenilo tudi domžalski del, in na ta novi uvoz Študa, ki bi ga, tako kot si ti rekel, absolutno morali začeti delati. Po drugi strani si omenil to Ihansko cono, tam so neka zemljišča že odkupljena z namenom pač neke poslovne dejavnosti, ampak ne moramo si pa predstavljati življenja prebivalcev z to potencialno cono, da bo ves ta promet, ki se bi potem zgrnil v to cono, šel preko Ihana oziroma preko teh stanovanjskih področij. Tako da to je absolutno nujno za urediti. Zdaj mene osebno, to je mogoče spet malo bolj na državnem nivoju, zmoti to načrtovanje, kar se tiče kolesarskih stez. Dejstvo je, da moderen transport s kolesi danes ne pomeni več samo pač fizična moč oziroma prenos fizične moči na kolo, ampak imamo električna kolesa in razna električna pomagala, ki omogočajo hiter transport, ampak mi nimamo razvejane kolesarske mreže, pa ne govorim, eno je turističen namen, tam ti pričakuješ, bom rekel, bolj slikovite kolesarske, eno je pa hitra pot med mesti. Recimo zdaj v Domžalah je bila zgrajena ta del na cesti od Domžal proti Trzinu, ampak ko potem prideš do Trzina, ki ima tudi obnovljene kolesarske steze, se potem moraš čez naselje, pa čez industrijsko cono, ki je tudi prometna, potem prebijati naprej, in potem prideš v Črnuče, ki moraš spet čez cele Črnuče, da potem prideš do centra mesta. Jaz lahko to povem, da mi v Trzinu smo se takrat, ko smo šli v to posodobitev kolesarske mreže, smo imeli idejo, da bi ob železniški progi potegnili hitro kolesarsko proti Črnučam, ampak se zadeva ostala pri zemljiščih, zato ker pač pri nas, če se ti spravaš pridobivati neko zemljišče za nek splošen dober namen, naletiš na toliko enih ovir in
ti potem to zadevo zaustavi za desetletja. Tako da jaz sem tudi to, mislim, da že enkrat v parlamentu izpostavil, da ko bodo se projektirale recimo ta širitev železnice, a ne, da je absolutno treba misliti tudi na širitev kolesarskih stez, a ne, v tem sklopu. A ne. Po drugi strani, če pa gledava naprej, recimo, zdaj, če se prav spomnim, ne, kolesarsko imaš skozi Domžal nekje do Doba. A ne. Potem, ko greš pa naprej Lukovica, Moravče, se pa zgodba ustavi. Konec je tam. In ravno tudi iz teh občin prihajajo ljudje, to, kar so prej omenila, se vozijo z avti, pa grejo potem tukaj na vlak in tako naprej. A ne. Tudi tam bi bilo potrebno razmisliti o nadgradnji oziroma gradnji, no, ker jih sploh ni, teh kolesarskih stez in tudi pospešiti oziroma ljudi prepričati, da uporabljajo tudi to vrsto prometa. No. Mislim, zagotovo je bilo treba potegniti od centra Domžal do Dragomla, a ne, to kolesarsko pot, ki bi mogla biti namenjena tudi kot nek obstranski pločnik, a ne, kjer bi se lahko tudi z vozički za invalide ali pa za mamice z vozički tam pelali, a ne. To je občina o tem že razmišljala. Jaz mislim, da v bližnji perspektivi to bo, a ne. Je pa dejstvo, ne, da pa tako, kot si rekel, ne, problem so zemljišča. Ne. Zdaj, tukaj je, ali to na državnem nivoju ali na lokalnem nivoju, moje mišljenje je, da je občina tista, ki prvenstveno mora uravnavati zemljišči, planirati, načrtovati v tisto smer, da bo zraven upoštevala promet, a ne, seveda potem nataliteto oziroma koliko bo kje ljudi živeli, a ne, to je v povezavi z vrtci, šolami, potem zdravstven dom, seveda vse ta primarna oskrba in pa primarne dejavnosti, ki so. Zdaj, a smo to sposobni? Ja, imam občutek, da nam včasih malo peša. A ne? Zdaj, zakaj je to? Zato, ker ni dosti denarja v proračunu, ali zato, ker mogoče ljudje, ki nehajo delati ob 3, pa grejo domov, pa jih to ne zanima pol več. Ne? Tukaj so zdaj različna vprašanja. Naš proračun je trenutno kar zanimiv, a ne, je tudi kar veliko investicij, a ne, ampak tako, kot si rekel, a ne, a imamo skupaj načrtovanja za državo. Jaz, kakor se spomnim, skupno je bil ta rondo, a ne, ki smo ga naredili v Domžalah zraven garažne hiše, pa okej, pa malo se je vprašalo še občino glede tele železniške postaje, pa kakšne mogoče tele rampe na progi, pa je pa že kar konc, no, a ne, ker jaz ne morem si predstavljati, evo, recimo, od tam nekje okrog leta 2000, a ne, se je začelo razmišljati o daleč največji obrtno-industrijski coni, kot smo rekli, Želodnik, v tem koncu države, 60 hektarjev. In potem smo se leta 2018 kar spomnili, da teh 60 hektarjev pa ne rabimo, a ne, in smo 40 jih odrezali stran. In če smo imeli prej ta staro cesto, a ne, povezovalno pred avtocesto, ki gre skozi osrčje Domžal, kot neko žilo, ki bo pelala tja noter to cono, smo tisti del cone odrezali, a ne. In smo rekli, okej, se bo pa povezovalna cesta, ki pa ima samo en krak noter načrtov, ki ne bi pelala kje noter, a ne. Zdaj, kako je zdaj to, a ne? A se na občini res noben ni nič pogovoril z nobenim na državi? Jaz malo dvomim, da ne. Ampak v bistvu se je občina kar sama odločila, samoiniciativno kar nekaj spremenila, dala občinskim svetnikom neke, za moje pojme, glede na to, da sem tam bil, izkrivljene obrazložitve in rekli, mi tega ne rabimo, a ne. Se bomo enkrat. Zdaj, če smo mi štartali leta 2000 z neko obrtno-industrijsko cono, danes je leta 2025 in se mi pogovarjamo, kako prideti v to cono, je po moje nekaj narobe z nami, no. Ni zdaj narobe s proračunom ali pa z nekaj, ampak s tistimi, ki to načrtujejo. A je to, ne vem, lahko rečem tudi samokritično, ali je to občinski svet, ali je to občina, ki nima dosti denarja, ali pa občina nima neko persono, ki bi šla na državno institucijo vprašati, poslušajte, ja, nam malo pa pomagate, pa svetujete, pa dajmo mi to skupaj skoordinirati, ker konec koncev je pa klele mogoče pa par tisoč služb v igri, a ne, pa se bojo davki plačevali, pa se bo razvijal ta konc občine, a ne, tukaj pa manjka, ne, in tukaj ta povezava med občino pa državo, ko manjka, ne. Tisti, ki nekdo pride pa reče z občine, dej, pomagi mi, a ne, in on z države, ki ima širšo sliko, a ne,
pa potem lahko reče, ok, dajmo zdaj tukaj skupaj stopiti, pa dajmo pogledati, kaj se da narediti. Ne. Ali mogoče imamo vsak preveč svoj vrtiček. Ne. To je tisto, kar jaz v bistvu pogrešam na občinski ravni v povezavi z državo. Dajmo sodelovati, pa vsem, v kateri stranki je kdo, pa vsem, katere vere je kdo. Važen je, da sodelujemo za dobro ljudi. In to je bistvo. In tukaj se začne pri načrtovanju v prostor, kasneje je pa to seveda je pa to promet, pa varnost in tako naprej. Ker to gre z roko v roki. No. Mislim, to je pač moje videnje. Ja, jaz bi sam to dodal, da nekaj pozabljamo. Ne? Domžale so bile še v bivši državi najbolj podjetniška občina ali pa najbolj podjetniški kraj v 20 milijonski ali 22 milijonov, koliko nas je bilo takrat. Danes pa Domžale prehitevajo ravno na tem podjetniškem področju, kjer definitivno Domžale korenine imajo, prehitevajo jih pa v bistvu vse sosedne občine. In to ravno ne vem, če recimo pogledamo cono Komenda, ki je velik del tega podjetniškega bazena povlekla k njima, tako da tudi Trzin v končni fazi, plus ostale. Tukaj ste dobro skozi prišli. Ja, to so takratni odločevalci, bom rekel, dobro speljali. Ampak hočem reči, dejansko me čudi, da Domžale s tako tradicijo, pa s tako podlago, da niso te svoje podjetniške tradicije, znali peljati naprej, in tako kot si večkrat ponovil, ta cona Želodnik, ki bi dejansko bila lahko vzor, bodočim podjetniškim conam, da se prej rekel, 25 let se pogovarjamo samo o nekih idejah, ampak podjetniki, ki se pogovarja s podjetniki, on nima časa čakati 25 let. Mislim, to je brez veze. On jutri poslušamo, ne vem, se odloči, boš v Avstrijo, pridejo občinski možje, mu rečejo, lej, tukaj imaš zemljišče, samo prid k nam, odpri delovna mesta in tako naprej. Pri nas se pa ne moramo zmeniti niti okrog lokacije, oziroma da bi te stvari saj okvirno postavili, da ljudje vedeli, da bi rekli, lej, čez 3, 4, 5 let, recimo, boš pa tukaj lahko svoj biznis, po domače rečen, naprej razvijal. No. Tako da to je, mislim, to je žalostno, no, za Slovenijo. Res je. Mislim, namesto da bili mi veseli, da je pripravljen vlagati v fizično infrastrukturo, ne pa v bistvu v ta cyber okolje, kjer se dejansko danes vse dogaja zelo, zelo, zelo hitro. Še vedno so tukaj entuzijasti, ki pridejo v to občinsko okolje, pa rečejo, odlejte, jaz bi bilo tukaj proizvodno halo naredil, pa sej, veste, jaz razumem, da je drago, ampak še vedno bi rad bil v Domžalah, ne bi šel rad v Kamnik, ne bi šel rad v Trzin, ali pa ne vem, kam drugam, Lejte, rad bi bil v Domžalah, tukaj sem doma, In zdaj, kje smo mi, Mislim, občina, tako bom rekel, občina, kam na računih 22 milijonov, tako kot smo imeli mi, še do lanskega leta, se to se dobro sliši, Samo v bistvu je to občina brez idej. Ja. Predstavljamo si, zdaj primerjava, Ljubljana ima 10krat večji proračun kot mi. Da bi Ljubljani ostali na računih 220 milijonov. Je pa to meni se zdi nepredstavljivo. Pri nas imamo ta denar, pa še vedno nam ni čisto jasen, kaj bi. Kako pa kaj? Dobro, dajmo en skate park narediti, pa dajmo, ne vem, narediti nek bazen, to je lepo, pa je za ljudi, ampak a bo to prineslo nova delovna mesta, a bo to, ne vem, tista dodana vrednost v življenju vseh v občini Domžale, to je pa drugo vprašanje, Vse je lepo, da se je nekdo odločil pa tja investiral, ampak ne vem, koliko gre res na rolke, pa koliko se gre kopati na tisti bazen, ki je dejansko odprt samo 3 mesece, ko bi vse pokrit, pa žal ni, Hočem to povedati, da, kaj je zdaj tukaj, pa če gledamo širše, recimo, da je upravno središče 5 občin, torej Trzin, Mengeš, Lukovca, Moravče, pa seveda Domžale je Domžale, A se tako tudi obnašamo? Ne vem, če se, ne vem, če se. Doskrat, mislim, da ne, že če parkinge pogledamo, Zdaj, pač 4 občine smo odkenslali, une 2 Lukovca, pa Moravče, a nas res pol zanima, kje bojo parkirali? Ja, po moje nas, Dajmo še za njih nekaj zrihtati. Ja, mora nas, ker če ne bojo šli pa pred blok parkirati, Točno to. Pa teta iz bloka malo huda in prav je tako, da bo huda, In huda bo lahko na
na občinarje in prav ima, da je to tako. A ne? Ker parking tam, ko bo ona, ne vem, ta parkiral, ki pride z Lukovca Moravč, je prazen. Zakaj je prazen? Ja, kakšen donos ima zdaj občina, če ima parking prazen? Ja, sam negativno konotacijo, da je preselila avtomobile iz zastonj parkinga na parking od tete. Ne? To najbrž ni glih najboljš, ne? Po moje. Ne? Ja, to, če dodam, no, to, kar si rekel, bazen, pa bi rekel te površine za prostočasne dejavnosti, definitivno se to rabi, a ne? Ampak mi moramo gledati dolgoročno, a ne? Se pravi, mi moramo gledati, da se prebivalci oziroma da se kraj razvija, a ne? Se pravi, da bi recimo za to industrijsko cono, da bi, tako kot si rekel, podjetniki ostali v občini Domžale, se pravi, da bi se mladi odločali, da bi svojo podjetniško pot nadaljevali v svojem okolju, s tem kot prvo pač ohranimo naraven razvoj kraja, malo zmanjšamo pritiske, te prometne pritiske, o katerih sva govorila, ne, ker da ne bo nekdo, ki živi v Domžalah, imel potrebo se voziti v drug kraj, ampak bo v svojem kraju lahko svojo podjetniško ali pa poslovno pot nadaljeval, ne, da bodo tudi prebivalci Domžal ali pa teh sosednjih občin, da ne bojo vsi gravitirali, kar se dela tiče na Ljubljano, ne, ampak da bodo lahko v svojem ali pa v svoji bližnji okolici imeli tudi zaposlitev. Ne. To je tako, bolj dolgoročno razmišljanje. Mi mogoče malo preveč kratkoročno oziroma nimamo nekih vizij. No. To mislim, da je težava, tako v Domžalah, kot če gledam na državnem nivoju. No. Tako, to, kar sem že na začetku omenil, ne, da gledamo zelo kratkoročno. No. Absolutno se tukaj s tabo strinjam. Če sam paralelo potegneva tukaj, ne. Recimo državna uprava se je v nekem segmentu prilagodila tem trendom. Ne. Imaš recimo možnost dela od doma. Ne. Zdaj, a je to pozitivno ali negativno, je odvisno od ljudi. Ne. A res delajo ali ne delajo, a so to zapopadli, a to razumejo ali ne. Ne. Ampak z mojega vidika je to del zelenega prehoda. Ne. Če ti dejansko delaš 2 dni od doma in ne voziš, ne vem, nekega dizla, ki ti požre 10 litrov na 100 kilometrov, v center Ljubljane, ampak dejansko delaš od doma, je približno isto, kot če občina omogoča delovna mesta dejansko v svojem mikrookolju. In to je tisto, s čimer bi mogli mi gravitirati. Z mojega vidika je to malo bolj tak avstrijski model, kjer je gospodarstvo razpršeno, predvsem pa bi moglo biti to v Sloveniji, ker mi ne razpolagamo z velikimi tovarnami. Slovenska hrbtenica je slovenski obrtnik. To je tisto, kar drži gor Republiko Slovenijo. Saj imamo nekaj velikih tovarn, ampak če pogledamo konkretno Domžale, ali pa še bolj konkretno Radomlje, v tem mikrookolju, je 1100 obrtnikov. 1100 obrtnikov. V Domžalah jih je, mislim, da okrog 900. Torej, to je to, kar drži najino okolje gor. Sej verjetno je tudi Trzinu tako. Zelo podobno. Tako da jaz mislim, da je treba na prometu in na varnosti blazno več poudarka dati. Ja, mislim, se absolutno strinjam, ampak kot si na začetku rekel, pač tukaj je predvsem vizija osnovi občinske uprave, pa primeren support države za realizacijo teh vizij. In tukaj pa mislim, da imamo na obeh segmentih trenutno malo težav in jaz recimo kot poslanec, tudi skozi poslanska vprašanja, ustna in pisna, opozarjam na to. Verjamem, da tudi ti kot občinski svetnik te težave pač izpostavljaš, ampak dejstvo pa je, da trenutna garnitura pač prav uspešna pri iskanju rešitev očitno ni, drugače se mi do danes ne bi pogovarjala o tej tematiki tukaj. Ja, meni se zdi, da tale debata je bila zelo zanimiva. Upam, da bo tudi produktivna, padla na plodna tla, da bo v bistvu nekdo iz države prisluhnil tebi, nekdo iz občine prisluhnil meni in da dejansko se bomo ujeli. Tako da, kaj misliš, zdaj se moramo spet dobiti?
Ja, mogoče dajva tukaj še malo priložnost, glede na to, da bova ta najin pogovor objavljala na družabnih omrežjih, dajva priložnost zainteresiranim občanom, a ne, da v komentar dajo kakšno idejo oziroma mogoče še kakšno osvetlijo še kakšen drug problem, ki sva ga midva danes izpustila, pa mogoče tam nekje v januarju, sredini januarja, pa skušava prediskutirati težave, ki jih ljudje vidijo, pa sva jih mogoče midva zdajle spregledala. Se pravi, to je super ideja, no. Jaz upam, da se dobiva čim prej. Z veseljem. Okay, hvala ti.